mi imamo novo institucijo na področju varstva pred diskriminacijo in zdaj smo začeli z eno kampanjo oziroma obiski po Sloveniji. Župani Koroške so nam predstavili tiste ključne izzive in težave, na katere so do sedaj v svojem delu naleteli. Za našo ekipo pa je bila to priložnost pravzaprav spoznati realnost na terenu samem. To je tudi namen teh obiskov. Zdaj mi se ukvarjamo z sprejemanjem posameznih primerov diskriminacije, kadar se ljudje, ki so doživeli diskriminacijo, obrnejo na nas, jim svetujemo, pomagamo ali pa tudi vodimo postopek. Po drugi strani pa zbiramo tudi podatke o sistemski diskriminaciji, kjer priporočamo državnemu zboru oziroma ministrstvom, kako naj z politikami spremenijo, torej z ukrepi spremenijo tiste situacije, ki množično povzročajo diskriminacijo. Seveda je nemogoče govoriti o koroški diskriminaciji, da na prvo mesto ne postavimo dostopnosti ceste in infrastrukture, ki ta konec Slovenije pravzaprav postavlja kolektivno v neenakopraven položaj. Zdaj, preučili bomo, kako lahko k tej zgodbi, seveda svojimi argumenti na podlagi zakonov, ki urejajo naše področje, dodamo v naši instituciji. Namreč govora je bilo o dostopnosti reševalnih vozil. V zakonu o varstvu pred diskriminacijo je dostop do zdravstvenega varstva eno od tistih področij, kjer je diskriminacija prepovedana, recimo okoliščina starosti, prav tako ali pa kraj bivanja. In to so sigurno podatki, na podlagi katerih lahko še bolj utemeljimo nujnost infrastrukturnih ukrepov, ki bodo odpravili takšno stanje. Zdaj, seveda smo govorili tudi sicer o diskriminaciji na splošno, o tem, da jo določajo vedno neke osebne okoliščine, torej starost, etnična pripadnost, veroizpoved, da so določena področja, ki jih zakon ureja, določena pa ne ureja, torej ureja javno sfero, ne zasebne, da je v bistvu delovno mesto tista točka, v kateri je za ljudi zelo pomembno, da so enakopravni, prvič, da lahko dostopajo do delovnega mesta in drugič, da ne prihaja do tega, kar se dogaja, da so ženske za isto delo plačeno manj. Na koncu naj povem, da sem vesel, da smo na drugem obisku po Sloveniji dobili potrditev, da so tisti, ki nas sprejmejo, pravzaprav veseli, da iz Ljubljane pridemo tudi okrog po Sloveniji, da predstavimo naše delo in da skupaj iščemo rešitve za probleme, ki jih ljudje imajo.